pozdrav na današnji tiskovni konferenci, ki jo imam kot predsednik Komisije za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb. Redko pač napovedujem vnaprej posamezne dogodke, zato vam je najbrž jasno, da gre za poseben primer. Razlog za sklic izredne seje, tokratne, ki bo še seveda ta teden, je izpoved Dejana Ornika, ki je izpovedal nekaj, kar se v demokratični državi pa res nikoli ne bi smelo zgoditi. Iz te izpovedi, katere verodostojnost bomo še preverili bomo pa seveda tudi verodostojnost navedb in verjemite, da bomo pri tem šli do konca, je, da se je po nalogu ali vsaj z vednostjo kriminalistične policije Republike Slovenije nezakonito vdiralo v zasebno komunikacijo več kot 300 posameznikov, kar je popolnoma nedopustno in predstavlja grobo kršitev ne samo zakonskih, ampak tudi ustavnih norm. To je direktno tisto, za kar je ta komisija ustanovljena in zaradi tega, kot rečeno, smo že sklic dali ven. Seja komisije bo ta petek zjutraj, nekje računam, da ob 10:30 dopoldne bomo imeli tudi takrat potem izjavo, na kateri vas bomo informirali, sama seja bo pa zaprta za javnost. Vsekakor so dimenzije tega, kar naj bi v petek obravnavali, izjemne, kajti med ostalim je gospod Ornik omenil v izjavah, ki so bile zdaj javno objavljene, nekaj na internetu, nekaj posameznih drugih medijih, da je bil eden od njegovih nalog tudi vdiranje v zasebno komunikacijo v povezavi s preiskovanjem raznih, kot je rekel, ekstremističnih skupin. Vemo, da je ena preiskava, ki jo je komisija že opravila, povsem soglasno, da se je ukvarjalo v preteklosti izključno s tako imenovanim desnim ekstremizmom, z levim pa popolnoma nič in nikoli, ne. In iz tega je seveda, ker je bil pa ves desni ekstremizem v narekovajih zlorabljen za obračunavanje SDS, je lahko iz tega možno sklepati, da je z vednostjo vsaj dela kriminalistične policije ali pa celo po nalogu, to bomo še videli, nekdo zlorabljal pač zakonske in druge norme, po domače rečeno izvajal navaden kriminal za diskreditacijo ene od parlamentarnih strank, kar je seveda zelo zanimiv element in bo morda na nek način tudi komu odprl oči. Vsekakor gre v danem primeru za dogodek, ki mu po doslej znanih primerjavah in podatkih ni para, kajti če se izkažejo za resnične prav vse navedbe, ki so bile zdajle od gospoda Ornika objavljene v različnih medijih, ne vem samo, ali so vse njegove osebne izjave ali ne, potem se bo pač pokazalo, da tudi marsikdo v preteklih mesecih in letih ni govoril resnice. Ne v komisiji, ki jo vodim v sedanji sestavi, ne na komisiji, ki so jo vodili moji predhodniki v različnih drugih sestavah. Kot veste, je zadeva se vlekla več let, ja, od nekje 2011-2012, ko se je začela, pa do praktično pred manj kot letom dni, ko naj bi bila zaključena. Glede na dimenzije tega, kar razkrivajo te izjave, je to vsekakor šele začetek zgodbe, ampak upam, da že petkova seja bo pokazala prva dejstva, ko bomo preverjali pač vse tisto, kar je bilo do zdaj javnosti sporočeno, pa tudi navedbe, ki smo jih prejeli v različnih zadevah na to temo iz preteklosti. S tem bi ta uvodni del tudi končal in dovolite za konec samo še dve misli, ne. Stvari, ki jih bomo zanesljivo, če ne bo možno na tej seji, pa v zelo kratkem času, to mi lahko verjamete, tudi preverjali na komisiji, bo vprašanje gospoda Sekolca, kjer sem nedavno povedal zadnjo komisiji znano informacijo, da je izginil, da ni dosegljiv, da ni sodeloval. Potem so nekateri mediji zdaj objavili povsem nasprotne izjave, policija pa, da jih pravzaprav gospod Sekolec niti ne zanima več, ne. No, to bomo še videli in verjemite, da taka afera takih dimenzij in predvsem tako hudih posledic, kot je bila
pač prisluškovalna afera v zvezi z arbitražnim sporazumom pač ne more postati kar brez kakršnega koli epiloga, brez da bi kdorkoli za malomarnost ali pa naklepno malomarnost ali pa vse drugo, kar je bilo storjeno, tudi odgovarjal. In čisto za konec še ena žalostna resnica. Iskreno sožalje v mojem imenu in v imenu celotne komisije zdaj Združenim državam Amerike in seveda vsem sorodnikom 50 pobitih in pa več kot 50 hudo ranjenih v poboju v mestu Orlando. Zdaj tisto, kar je pa pravi, bom rekel, na nek način žalosten prikaz stanja v Sloveniji, je pa, da je bil isti dan objavljen v časopisu Delo članek, ki je bil pravi napad name, češ kako delamo nek alarm, rdeči alarm, brez potrebe, ker da ni nobene nevarnosti. Jaz sem na prejšnji tiskovni konferenci samo povedal, kaj je bilo popolnoma soglasno mnenje vseh članov komisije, tako iz vladnih vrst, kot tistih, ki smo v opoziciji, da je pač nevarnost terorističnih napadov večja, kot je bila kadarkoli v zgodovini. S tem sem javnost tudi seznanil. To je opozorilo, ki sem ga dolžen dati javnosti. In če se potem eden od medijev dela iz tega norca, potem je to pač rdeči alarm politikanstva v slovenskih medijih. Žalosten dogodek pa je, da je bilo to objavljeno točno na isti dan kot poročilo o tragediji, ki se je zgodila s strani nekega migranta, islamskega terorista tam v ZDA. Jaz samo upam, da se podobne stvari ne bodo več dogajale in čas bi bil, da si pač prisluhnemo in da se opozorila vzamejo resno. Kajti varnost je vrednota, ki ima pač prednost, ki mora biti na prvem mestu, brez katere nič drugega kmalu ni več dosegljivo. Zaradi tega je to vrednota, ki je treba biti vso pozornost in seveda vprašanje, v zvezi s katero je treba obravnavati skrajno resno. Tukaj je prostora za politikanstvo ali pa lahko miselnost ni in ne bi smelo biti. S tem bi tudi končal, če je kak